Enota, ki ji poveljuje major Matej Hajdinjak, ima 57 pripadnikov. Od tega je približno 85% letalskih posadk, to so piloti, kopiloti in tehniki letalci. Helikopterska eskadrilja dela vse naloge, ki so ji zadane. In ena od teh nalog, ki je v zadnje čase prihaja v ospredje, je sodelovanje pri zaščiti in reševanju. To v našem primeru se skoncentrira najbolj na izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči in reševanju v gorah. Poleg tega izvajamo pa seveda tudi sekundarne medicinske helikopterske prevoze ter prevoze inkubatorjev, se pravi dojenčkov v inkubatorju. V lanskem letu so dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje v reševalnih akcijah posredovale 597-krat. Pri tem so prepeljale 617 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišča odvrgle okoli 150 tisoč litrov vode in skupaj naletele 726 ur. Dežurna posadka je vedno v pripravljenosti. Vse se začne s klicem na 112. In ko mi dobimo tak klic, najprej, pogledamo vreme, kam gremo, na katero destinacijo in potem že najavimo let in odidemo na helikopter. Tako da ta proces poteka relativno hitro. Tako da posadka, ker je že prej opravila briefing, že nekako ve, kakšno bo vreme za tisti dan in potem na helikopterju poteka zadeva zelo hitro in tako da znotraj tistih 15 minut helikopter potem vzleti na reševanje. Vedno imamo v pripravljenosti v dnevnem času, v 15-minutni pripravljenosti vsaj dve posadki. Eno v Mariboru, ki izvaja helikopterske medicinske nujne polete, in drugo v Ljubljani oziroma na letališču Brnik. Ta izvaja helikopterske nujne medicinske polete in reševanje v gorah. V sezoni, se pravi čez poletje ter med počitnicami, imamo pa na Brniku pripravljena dva helikopterja, kjer je eden specifično samo za reševanje v gorah, drugi pa za ostale naloge. Od trenutka, ko prejmejo klic, do trenutka, ko helikopter vzleti, praviloma preteče manj kot 15 minut, poudarja Hajdinjak. V praksi gre za od 5 do 10 minut. Med naloge zaščite in reševanja sodijo tudi prevozi dojenčkov v inkubatorjih. Prevoz novorojenčkov v inkubatorju pač poteka iz določene bolnice na določeno bolnico, tako da inkubatorja na letališču Brnik nimamo, ampak ga moramo za ta namen nekje vkrcati. 151. helikopterska eskadrilja 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske ima v svoji sestavi 12 helikopterjev, 8 tipa Bell 412 in 4 tipa Cougar. Eden od teh je bil v času našega obiska tik pred vzletom. Sam helikopter je večnamenski transportni helikopter. Uporabljamo za širok spekter nalog, tako civilnih kot vojaških. Kot civilne lahko poudarim reševanje v gorah, ko imamo montirano vitlo, potem sodelovanje v sistemu nujne helikopterske pomoči in pa kakšni VIP prevozi, gašenje požarov in tako naprej, se pravi sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja. Med vojaške naloge pa spada predvsem podpora enotam Slovenske vojske. Kamor spadajo prav tako prevozi oseb, prevozi tovora, tako notranjega kot zunanjega. Potem spuščanje po vrveh, podpora v SOAT-u sistemu, se pravi enotam za specialno delovanje, skratka širok spekter vojaških nalog. Poklic pilota helikopterja ni le zahteven, ampak tudi specifičen. Razlogi, da se posameznik odloči za ta poklic, so različni. Kopilot na Bellu 412, nadporočnik Jožef Polak, se je zanj odločil že zelo zgodaj. To je otroška želja, se mi zdi, skoraj vsakega. Doma sem bil blizu, kjer so pobirali s tem helikopterjem meteorologe, ko so jih menjavali na Kredarici. Tako da velikokrat vidiš, si navdušen kot otrok, potem pa nadaljuješ po poti, da prideš do tega. In kakšna pot vodi do poklica pilota helikopterja? Po končani srednji šoli se vpišeš na fakulteto za strojništvo, tam obstaja smer letalstvo. To se začne v drugem letniku, se odločiš, katero smer. Po končanem študiju sledi še vojaški del izobraževanja. Imaš selekcijo za šolo za častnike, ker vsi piloti smo častniki, tako da najprej treba dobiti čin. Osnovno vojaško usposabljanje, ki traja, mislim, da 3 mesece. Potem pa šola za častnike, ki traja
okrog enega leta. Nato pa znova sledi vrnitev v letalsko šolo, kjer se odločijo, na katerem tipu se bo šolal, bo to helikopter ali avion. Potem se pa začne osnovno šolanje za poklicno licenco na avionu ali na helikopterju. Zanimanje za ta poklic je? Zanimanje za ta poklic je, vendar se mi zdi, da z leti upada. Recimo, če vzamemo primer mojih generacij, nas je bilo vsako leto verjetno zainteresiranih kandidatov, mogoče 20-25, zdaj pa ta številka zadnja leta upada. Zakaj, vam pa ne znam odgovoriti. Posadko poleg pilota in kopilota sestavlja še tehnik letalec. Čopi Purkart to delo opravlja že 17 let. Samo delo tehnika letalca je priprava zrakoplova za polet, se pravi predpoletni, popoletni pregledi, vzdrževanje. Potem pa kot tretji član posadke pa pomagaš pilotu pri navajanju helikopterja na mesto pristanka, pri reševanju v gorah skrbiš za vitlanje, se pravi za to elektromotorno vitlo upravljaš, dvig pa spuščanje ponesrečencev, reševalcev. Med samim letenjem pa spremljaš pomoč, navigacija in pa te motorske inštrumente, opozarjaš, da so v pravilnih režimih. Želja vsakega pilota, kjerkoli na svetu, je verjetno več boljših helikopterjev. Želja 151. helikopterske eskadrilje pa je več posadk, več pilotov, kopilotov in tehnikov letalcev. Kajti dela imamo dovolj za precej več ljudi, kot nas je.